Lepo pozdravljeni. Torej, jaz prihajam iz Univerze v Ljubljani, iz Fakultete za računalništvo in informatiko in bom izkoristil minutko, da se najprej predstavim še malo, pa mogoče povem najprej tudi nekaj o bioinformatiki. Torej, kot pojem je bioinformatika stara, kaj bi rekli, že pol stoletja, 50 let se že uporablja ta izraz. Bioinformatika dejansko pomeni uporabo računalnikov za analizo bioloških podatkov. Biološke podatke so pa zbirali že pred 70 leti, torej, ko so določili strukturo DNA-ja, ko so poskušali sekvencirati prve proteine, že takrat se je zbiralo podatke in se je izkazalo, da brez računalnika ne bo šlo. Tako da mogoče prvi začetki bioinformatike segajo v področje bolj teh klasičnih algoritmov, recimo poravnava zaporedi, ki je en problem, ki se ga rešuje s tako imenovanim dinamičnim programiranjem. To je ena tehnika, ki so si jo računalničari izmislili in potem seveda so jo v bioinformatiki aplicirali na poravnavo DNA zaporedi. Danes, ko pa živimo v času ogromnih podatkov, ki so res ogromni, bistveno večji kot tisto pred 70 leti, pa v bistvu so odlični pogoji, pa tudi seveda računske zmožnosti so se povečale, so res odlični pogoji, da lahko zdaj poganjamo zelo zahtevne računske modele, ki imajo tako mistično ime globoke nevronske mreže. Te modeli zahtevajo ogromno podatkov, da se karkoli lahko naučijo in za te podatke sprocesirati zahtevajo velike računalnike. Prvotno so nevronske mreže bile narejene večinoma za analizo slik, danes se pa aplicirajo na vseh področjih. In tudi to področje, ki je sicer nastalo, bi rekli, na področju umetne inteligence, strojnega učenja, so bioinformatiki z veseljem začeli uporabljati. Tako da, recimo, zdaj, ko zbiramo ne samo sekvence, zbiramo tudi fenotipe v obliki slik, v obliki recimo videoposnetkov, v obliki nekih 3D struktur. To zdaj vse veselo analiziramo z globokimi nevronskimi mrežami. Mogoče ena taka večja, vsaj tako popularna dosežek je bil zdaj že nekaj par let nazaj, ko je Google DeepMind objavil AlphaFold algoritem, ki temelji na globokih nevronskih mrežah. In seveda porabili so ogromno let računanja, precej veliko skupino znanstvenikov, da so recimo, da rešili ta problem zvijanja proteinov, vsaj tako pravijo. Tako. Danes bomo začeli govoriti o bioinformatiki s Katarino najprej. Torej, Katarina Nemec je raziskovalka na St. Jude Children's Research Hospital v ZDA. Magistrirala je pri nas na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za farmacijo, doktorirala pa je iz molekularne farmakologije na Max de Bruck centru v Berlinu. Kot vsak raziskovalec, ki se v eni fazi znajde v tujini, je tudi ona bila precej aktivna in je tekom doktorskega študija obiskala precej držav, Avstrijo, Mehiko, Veliko Britanijo. Tako da trenutno Katarina s pomočjo podatkovne znanosti raziskuje in karakterizira tarče za onkološka zdravila. Na področje bioinformatike pa je prišla šele pred kratkim. Tako da, Katarina, bi prosil, da se nam pridružiš. Lep pozdrav tudi z moje strani, jaz sem Katarina Nemec. Originalna farmacevtka, pa sem potem že tekom študija večkrat odšla v tujino, najprej na različne Erasmus izmenjave pa prakse in sem se nekako vpela na področje raka. Raziskovala sem na Fakulteti za farmacijo, ko sem se ukvarjala s prvim z G-proteinom sklopljenim receptorjem. To skupino proteinov moramo omeniti, ker gre za najpomembnejše tarče zdravilnih učinkovin. Približno 30–34% vseh zdravil deluje na to skupino proteinov in ta skupina proteinov me nekako spremlja od mojega magistrskega študija, bila je tudi tema mojega doktorskega študija in sedaj se spet ukvarjam z njo v bolnišnici
kjer s pomočjo različnih bioinformatičnih metod iščemo nove tarče za onkološka zdravila. Tekom doktorata sem se ukvarjala z molekularno farmakologijo na področju teh skupine proteinov, ki sem jo omenila, predvsem z mikroskopijo in high throughput screeningom, pa sem v trenutku, ko se nekako optimizirala proces eksperimentalnega dizajna, ugotovila, da lahko z današnjimi metodami zbiramo res veliko količino podatkov in sem ugotovila, da se moram naučiti to veliko količino podatkov tudi učinkovito analizirati. Tako da sem se potem po doktoratu odločila, da se priključim bioinformatični skupini Madam Babua, ki deluje v okviru Center of Excellence for Data-Driven Research na bolnišnici St. Jude, kjer se ukvarjamo z pediatrično skupino bolnikov, onkoloških bolnikov ali pa drugih bolnikov, ki imajo neke katastrofične bolezni. In jaz rada povem, da je ta bolnišnica mesto, kjer se dogaja precision medicine in real time, ker imamo veliko bazičnih raziskav, potem imamo predklinične raziskave, klinične študije, imamo tudi res sintezo učinkovin in biotehnološko pripravo različnih novejših zdravilnih učinkovin in potem imamo res zelo specialno pediatrično populacijo onkoloških bolnikov. Tako da sem res vesela, da sem del tega edinstvenega centra. To je bila tudi moja želja, ko želela sem se priključiti skupini in inštituciji, ki deluje res interdisciplinarno, kjer se veliko ved povezuje, se verjamem, da je pač ta interdisciplinarno in povezovanje med sektorji, med akademijo in industrijo neko gonilo razvoja. Če še nekaj na kratko povem o moji sedanji študiji, ki je zaenkrat še premlada, da bi jo dala na PowerPoint. Kot sem omenila, ta skupina proteinov, s katero se ukvarjamo, že sedaj nekako kraljuje po številu zdravilnih učinkovin, nima pa še zelo pomembne vloge v onkologiji. In mi verjamem, da se to dogaja zaradi spremembe regulacije nekaterih signalnih poti, ki so povezane s temi proteini in z različnimi metodami z bioinformatičnega vidika želimo sedaj razlike v patofiziologiji pač analizirati in ugotoviti, katere bi bile zanimive tarče za prihodnost onkologije. Morda kakšno vprašanje v tem trenutku iz publike? Najlepša hvala za predstavitev. V bistvu me zanima tudi v vaši organizaciji tudi delite ogromno število teh tudi kliničnih vzorcev, ki potem delite z ostalimi raziskovalnimi inštitucijami za različne tumorske in tako naprej. Kakšne so tu recimo v bistvu možnosti za takšna sodelovanja, da bi recimo lahko tudi pridobili, tudi, imate tudi javno objavljeno recimo kakšne te podatke, ne, so to sekvenirani vzorci in tako naprej. Ja, recimo to deljenje podatkov in odprti podatki so zelo pomembni pri nas. Naš center je pred kratkim sekvenciral 800 edinstvenih pediatričnih vzorcev posameznikov z rakom. To so prosto dostopni podatki. Ta projekt se je imenoval PECAN in obstaja potem različna orodja,
vizualizacije podatkov, ki so pač prosto dostopne v obliki različnih programov oziroma spletnih strani, kjer so ti podatki prikazani in pa si jih lahko v obliki različnih pač databazov tudi prenesemo na naš računalnik in potem nadaljno analiziramo. Potem naš center sodeluje tudi z Broad Institutom v študiju, ki jo mogoče poznate pod imenom DepMap. To je ena izmed največjih študij sploh, ki je poskušala karakterizirati različne celične linije in doprinos različnih receptorjev pri različnih vrstah raka. Potem imamo tudi veliko zbirko ksenografskih modelov. Sedaj pa iskreno ne vem, ali imamo tudi kako zbirko vzorcev, recimo, ki bi bili prosto dostopni. Načeloma smo zelo odprti za različne kolaboracije. Te se tudi sam center razpiše razpiše razpise, na katere se potem prijavijo univerze, posamezne raziskovalne skupine in tudi industrija in potem skupaj nekako delujejo na določenih področjih in razvijajo projekt. Ok, hvala. Mogoče še kakšno vprašanje? Hvala za predstavitev. Zdaj, če sem prav razumela, jaz vašega centra ne poznam. Omenili ste tudi, da se ukvarjate oziroma da je del tudi sinteza zdravilnih učinkovit. In tukaj verjetno govorimo o nekih tarčnih zdravilih. In me samo zanima, kako to poteka oziroma po vsej verjetnosti imate potem partnersko podjetje in je to kakšna večja farmacevtska firma, ker vem, da celotna sinteza pač zahteva od regulative do različnih zahtev laboratorijev. Celoten postopek pač traja 10-15 let, če imamo srečo in tako naprej. In me samo zanima, če sodelujete oziroma s kom potem sodelujete, ker verjetno rabite neko farmacevtsko firmo v zadju. Hvala. No, verjetno smo mi res edinstveni po tem vprašanju, ker imamo pač na samem področju kampusa GMP facility, ki sintetizira različne učinkovine, pa tudi bolj komplicirana tarčna zdravila ali pa pripravke, kot so recimo kar te celice. In sedaj imamo en zelo pozitiven primer imunološke študije, ki se je razvijala 10 let na našem centru, pa so jo pred kratkim dobili bolniki. Tako da na našem centru je zaposlenih, mislim, da 5-6 tisoč ljudi in je kar velika institucija. Ena največjih za zdravljenje pediatričnih bolnikov sploh. Delujemo pod okriljem največje medicinske fundraising organizacije v Ameriki, tako da se celo naši bolniki pri nas zdravijo zastonj. Še več, imamo veliko programov, ki poskušajo po celem svetu zbrati edinstvene primere in jih potem celo pripeljajo k nam na center. Ti bolniki ostanejo več mesecev s svojimi družinami. Imeli smo en ogromen projekt sedaj, ko je tekom vojne v industriji več kot 100 pediatričnih bolnikov bilo pripeljano na St. Jude in sedaj živijo tam in se zdravijo. Tako da smo res zelo dobro opremljeni in imamo res vse te centre, ki so potrebni za identifikacijo, pa potem tudi za zdravljenje pediatričnih bolnikov. Super, mora biti res užitek delati v takšnem okolju. Bi imel jaz eno vprašanje. Ne? Torej, na področju bioinformatike lahko prideš načeloma po 2 trajektorijah. Ne? Torej, mogoče začneš kot računalničar, ki te tudi biologija zanima, ne? Pa se vidiš, da obstaja bioinformatika, ali pa si nekdo, ki ga zanima predvsem biologija, medicina, ne? Pa potem ugotoviš, da brez računalnika ne bo šlo. Tako da mogoče vaš komentar na to, da ste sorazmerno pred kratkim začeli, kako se s tem spopadate.
To je res. V tistem trenutku, ko sem jaz ugotovila, da brez računalnika in te učinkovite analize podatkov več ne bo šlo, sem se začela že v času doktorata intenzivno vključevati v različne tečaje in sem poskušala nekako že takrat analizirati moje podatke s pomočjo bioinformatičnih orodij, pa nekako nikoli ni bilo časa in so mi potem vsi svetovali, ok, potem pa moraš se res vključiti v eno skupino, ki se predvsem ukvarja s tem in dobiti projekt, kjer bo to nujno potrebno, ker recimo pri mojem prejšnjem projektu to ni bilo. Tako da si trenutno nekako podajamo roke. Jaz pomagam pri eksperimentalnem dizajnu nekih njihovih študij, od njih pa se poskušam naučiti uporabe različnih bioinformatičnih orodij. In sedaj je v resnici najboljši trenutek zato, ker imam res čas pa ogromno količino podatkov, ki jo lahko analiziram. V prostem času poskušam potem v obliki različnih internetnih delavnic na portalih kot so Coursera, edX, potem poslušati predavanja, ki se potem dotikajo bioinformatike. Super, hvala. Si pa predstavljam, da St. Jude ima dovolj močno infrastrukturo, da nudi tudi, bi rekli, bioinformatsko podporo znotraj hiše. Se tega tudi potem poslužujete, ali kako je s tem? Ja, mi imamo center za računsko biologijo. Jaz sem del centra za strukturno biologijo in v okviru strukturne biologije imamo ta center of Excellence for Data-Driven Research, katerega direktor je moj profesor, in pravzaprav delujemo na nekakšen, lahko se poveže z računsko biologijo, to poteka v okviru nekih konzultacij. Največkrat se pa zgodi, da pravzaprav druge skupine kontaktirajo našo skupino, da potem pomaga pri dizajnu in analizi teh študij. Tako da je res fino, da imam v sklopu svoje skupine res množico ljudi, katerimi lahko pri tem pomagajo. Hvala. Mogoče samo komentar. Profesor Madana poznam, celo smo bila soavtorja na nekih člankih še iz časa, ko je sodeloval z Baylor College of Medicine v Houstonu. V redu. Katarina, hvala. Zdaj predlagam, da se usedeva, pa poslušava naslednjega govorca, Gregorja Rota. Gregor, pozdravljen. Torej, Gregor Rot je diplomiral na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Potem se je pa odločil, da bo za doktorat šel v Švico in sicer na Univerzo v Zürichu so ga sprejeli v skupini Christiana von Mehringa. Morda poznate podatkovno zbirko String proteinskih interakcij, no, to je pač baza, za katero skrbi Christian. Tako da Gregor je bil res v takšnem zelo spet spodbudnem, naprednem okolju, je imel vse možnosti in je naredil precej zanimivih stvari. Tako da potem se je pa odločil, mislim, da letos, ne, da bo poskusil še malo v industriji, tako da mislim, da bo pa o tem zdaj nam govoril. Tako da Gregor, kar izvoli. Najlepša hvala, Tomaž, za ta uvod. Se slišimo v redu? Se slišimo, ja. Ok, super. Ja. Jaz tudi s Tomažem se poznava že dosti časa in sem tudi delal skupaj z njimi, so avtorji na številnih člankih, še iz času v Ljubljani, ko sem delal v magisteriji in tako naprej. In je res lepo, da lahko malo predstavim, kaj delamo na Rošu tukaj preko Vtisa. Jaz bi se zahvalil tudi v društvu Vtis za povabilo na simpozij in lepe pozdrave vsem, ki ste v Ljubljani, pa vsem, ki ste na Zoomu. In ne samo društvo Vtis zmanjšuje razdaljo med svetom in Slovenijo, ampak tudi tehnika, Zoom in tako naprej, tako da to je res super. Bom poskušal zdaj deliti svoj zaslon. Kako je verjetno v redu videti, ne?
Vidimo, ja, super. Okay. Cool. Tako, jaz sem poskušal posloveniti to predstavitev, kakor se je dalo. Upam, da boste razumeli, mogoče me bo zaneslo v angleščino občasno ali pa tudi dokaj pogosto, ampak to je pač realnost, ker sodelujemo in delamo vse v angleščini vsakodnevno in se bom pa potrudil, no, že naprej prosim za razumevanje. In poskušal bomo predstaviti SpliceKit, to je ena platforma, ki jo razvijamo za iskanje novih malih molekul, ki bi lahko potencialno postala nova zdravila. Eno od teh zdravil je že na tržišču, ki ga je razvil Roche, ki se tiče Risdiplam, in to bom tudi omenil, ki deluje na ta način, da spremenja splicing, se pravi RNK spajanje. In to seveda je timsko delo, a ne? Mi imamo eno fajn skupinco, ki rečemo Spliceosome Focus Team tukaj na Rochu. In poleg mene direktno razvija SpliceKit tudi Arne Welling, pa pomagajo Nikos Berntenis, pa Tao Dali-Chan, pa Roland Schmucki, pa Martin Ebeling vodi dejansko splicing raziskave potem na Rochu v Baslu, tle v Švici. Zdaj, če pogledamo samo na hitro, o čem bomo govorili, prvo mogoče samo par besed o RNA splicingu in o boleznih, potem imamo en slajd o zdravilu Risdiplam, potem kako raziskujemo lahko splicing preko short-read RNA sequencing, se pravi sekvenciranje kratkih ridov, in potem v drugem sklopu na hitro lahko pogledamo SpliceKit, kaj to sploh je, kako ta platforma deluje. Vam bom res pokazal nekako hands-on, kako te stvari poženemo od softverja, kako ga nastavimo, kaj je input, kaj je output, kaj je vhod, kaj je izhod in tako naprej. Res zelo hands-on bo, upam, da ne preveč. In potem imam en slajd o komentarjih in prihodnosti in mogoče nadaljnji razpravi za naprej. Zdaj prvo, se pravi tako malo, ne vem koliko vas pozna tako detaljno biologijo in RNK biologijo, ampak tako samo, da bomo na isti strani, mogoče o RNA splicingu, se pravi, samo kličemo ta pointer. Spravi, če imamo tukaj skematsko predstavitev RNA molekule, ne? In so ti kvadratki eksoni in so povezani z introni, ki so te črtice, se pravi, vsaka RNA molekula se potem v bistvu podvrže splicingu. Se pravi, ti introni se izrežejo in potem imamo tako imenovano mature RNA. Zdaj, kako natančno poteka ta proces, ne bi šli tukaj v detalje, je že dokaj dobro raziskano, ampak marsikaj še ne vemo. Ampak kar je zanimivo tukaj za nas je, da se določene te molekule lahko spremenjajo na različne načine. Se pravi, če imamo nek RNA in imamo tukaj 3 eksone recimo, in v tem scenariju kaset ekson, ne samo, da se izrežejo ti introni, ampak se lahko tudi zgodi, da imamo na koncu transkript, ki ima vse 3 eksone, lahko pa imamo tudi transkript, ki ima samo 2 eksone in je ta sredinski ekson izpuščen. In se pravi, tukaj na tem slajdu je več teh scenarijev in stvari lahko postanejo zelo kompleksne, ampak samo tako, da dobimo malo občutek, kaj se vse lahko dogaja z RNA molekulami. Zakaj je to izrezovanje oziroma spajanje, splicing pomembno? Zdaj, kdo to v bistvu dela? To delajo proteini, ki se vežejo na RNA in vežejo se glede na te sekvence, ki so na RNA-ju. Določene te sekvence so zelo specifične in so v okolici spojev med introni in eksoni. In potem se celotna mašinerija teh proteinov, spliceosom, veže tja in izreže introne, ampak se lahko tudi neki drugi proteini vežejo in naredijo še kaj dodatnega. In tukaj recimo so znane sekvence, ki so v zaporedju, ki vplivajo na to, kateri eksoni bojo bolj vključeni in manj vključeni. Recimo imamo sekvence, ki jim rečemo exonic splice enhancer, ki promovira vključitev tega eksona, exonic splice silencer, ki zavira vključitev, in to je vse, te sekvence so vse v eksonih. Imamo pa tudi podobne sekvence v intronih, intronic splice enhancer, pa intronic splice silencer. Da ne gremo preveč v detalje, sem tako, da dobite malo občutek, da kaj se dogaja, je odvisno malo od sekvence,
RNA molekule, malo pa tudi od proteinov, ki so prisotni oziroma odsotni. Tako. In tukaj v tej predstavitvi bi omenil eno bolezen, spinalno mišično atrofijo, ki je vodilni genski vzrok smrti pri majhnih otrocih. In ljudje imamo dva gena za proizvajanje proteina Survival of Motor Neuron, se pravi SMN, se pravi SMN1 in SMN2. In ta gena se večinoma razlikujeta samo v eni mutaciji. In da so ti nevroni, ki sporočajo informacije mišicam, kako naj se gibljajo in kdaj se gibljajo, veseli, morajo imeti dovolj tega proteina. In zdaj ta prvi gen ga proizvaja že kar dosti, ta drugi gen ga pa proizvaja zelo malo. Se pravi, samo 10-20% v primerjavi z SMN1. In če imate bolezen, potem pride v tem prvem genu do neke spremembe, recimo nekega izbrisa lahko, ali pa preprosto mutacije, ki naredi ta gen dosti bolj podoben drugemu genu in končate s nivojem tega proteina, ki je samo 10-20% tega, kar bi moral biti. Potem imate cel spektr tega, kako huda je ta bolezen. In kaj se dejansko, zakaj je ta SMN2 proizvaja tako malo funkcionalnega proteina? Zato, ker ima eno to spremembo v eksonu številka 7 in samo ta edina sprememba povzroči, da se splicing tega gena izvede tako, da se ta ekson izključi. Se pravi, imate eksone tega gena, ampak ekson 7 manjka in zato dobite nefunkcionalni protein. Zdaj, ideja zdravljenja tega preko splicinga je to, da imate neko zdravilo, ki to lahko spremeni. In to je Risdiplam, ki ga je razvil Roche in je prvo tako zdravilo na tržišču. In kar to zdravilo naredi, je, da se preko majhne molekule, ki je vsebovana v tem zdravilu, nekako interagira s koncem tega eksona in stabilizira vključitev tega eksona, tako da potem nekako SMN2 gen proizvaja več tega funkcionalnega proteina in ublaži bolezen. In prednost takega zdravila je tudi ta, da ga lahko ga pač popijete, ga morate stalno dodajati v telo, ampak je tako, pač popijete zdravilo, kar ima številne prednosti. Zdaj pa malo bolj konkretno, kako iščemo take majhne molekule, ki spremenjajo splicing, se pravi, tle kličemo s compounds. Se pravi, če si predstavite, da imamo dva eksperimenta. Eden je kontrolni eksperiment, tukaj ga bom vedno klical DMSO, drugi je pa eksperiment, v katerem ste vnesli neko molekulo, za katero vas zanima, a bo to kaj spremenilo splicing. In potem te eksperimente sekvencirate, naredite short-read RNA sequencing, in tukaj dobite fast-pizototeke z milijoni teh kratkih sekvenc. In tukaj bi še omenil, imamo zelo dobro integracijo sisteme, ki jih imamo na Rochu za anotacijo podatkov, pa za, se pravi, samo download teh podatkov, fast-pizototek iz enega drugega sistema in računalniške klastre, kjer to vse obdelujemo. In potem te kratke sekvence poravnate na človeški genom. In te poravnave kratkih sekvenc so tle predstavljene s temi črticami. In nekatere od teh sekvenc prihajajo iz spojev eksonov. Se pravi, dejansko prihajajo, vidite, te tako imenovane junction reads. In to vam res pove, kaj je skupaj, kaj pa še skupaj v RNA molekuli. In če to pogledate in če primerjate DMSO kontrolo z compound, in vidite, da pri določenih spojih je to statistično različno, se pravi, tukaj je samo ena taka sekvenca, tukaj pa so 4. Potem lahko določite na nivoju genoma, kje so ti spoji v RNA molekulah, ki so drugačni. Katere spoje, katere junctions ta compound spremenja. In potem lahko to vizualizirate in nadaljno pravite analize s tem SpliceKit orodjem oziroma platformo, ki jo razvijamo. Zdaj, samo en kratek slajd, glede kaj sploh SpliceKit predstavlja oziroma kako smo ga zasnovali.
smo želeli imeti samo en preprost Python paket. Python je eno programsko okolje, v katerem lahko programirate in smo razvili ta pač software v Pythonu, ampak lahko iz njega kličete ven potem R software, pa mogoče tudi neke druge programe, se pravi, je zelo fleksibilno, kaj lahko delate in želeli smo zelo preprosto konfiguracijo. Se pravi, imate samo eno config datoteko, tako imenovano, v kateri vnesete vse, kar potrebujete in lahko zaženete analizo. Ne. In ti moduli so pa potem anotacija, ker anotacija se je izkazala za zelo pomembna eksperimentov in projektov, ki se povezuje z ROS anotacijo. Potem ta HR modul, HR je odprtokodni software, ki izvaja diferencialne statistične analize. Potem JBrowse, ki je tudi odprtokodni software, ki lahko vizualizira poravnave teh zaporedi na genomu, lahko izvedete tudi diferencialno gensko ekspresijo, spravi ne na nivoju splicinga, ampak na nivoju differential gene expression, in tukaj kličete tudi lahko software iz SpliceKita in potem analizo motivov. Zdaj pa zelo na kratko vam bom pokazal, kako to v praksi deluje. Se pravi, res začnete z neko konfiguracijsko datoteko in rečete, ok, moji podatki so pod stadij ID ta in ta, pa moj username je ta in potem ločite lahko še neke parametre, koliko specifični želite, da bojo te analize statistično, ker se rečete FDR, nočem, da je višji od 0,001 in take zadeve. In ko imate to narejeno, to datoteko greste na računalniški cluster in preprosto napišete SpliceKit process in se vsi podatki avtomatično zdownloadajo in obdelujejo in grejo skozi vse te module, ki sem jih v prejšnjem slajdu pokazal. Zdaj, zakaj je anotacija pomembna? In tako, dosti poudarka smo dali na anotaciji. Recimo, da imate tabelo 24 eksperimenti. Ti eksperimenti so bili sekvencirani na različnih ploščah, plates, pod različnimi treatmenti, se pravi compounds, compound 1, compound 2 in pod različnimi cell types. In preprosto samo z 2-3 konfiguracijskimi parametri lahko rečete, primerjajte samo stvari, ki so znotraj cell types, se pravi, tukaj bo pod rdeče primerjal software compound 1 v neuronal cells na plate 1 z DMSO, se pravi kontrolo, prav tako iz plate 1 na neuronal. In zelena je pa druga primerjava, recimo pa na fibro. Ne? In tukaj res smo poskušali narediti stvari take, da so, kako bi rekel, tako fail safe, ker anotacije so ponavadi problematični del, dostikrat, ne vedno, ampak dostikrat v takih analizah. Zdaj pa tako res ta, kako bi rekel, juice, v bistvu, kako stvari izgledajo, kaj sploh delamo, kako izgledajo podatki. Zdaj imamo vhodno tabelo, ki je tabela teh junctionov, se pravi, koliko zaporedi se prekriva s temi junctioni in tukaj imamo preprosto kateri gen, kromosom, strand, ki je poteka ta junction, se pravi, to je prostor med 2 eksoni. In koliko teh sekvenc se poravnava v posameznem eksperimentu, recimo compound 1, compound 2, pa 2 kontroli. In če pogledamo recimo to celico, če bi bila tukaj številka 4, je to pomenilo, da imamo zdaj 4 ride, ki so se poravnali na ta junction. In potem naredimo to diferencialno analizo tega. In tukaj mogoče je ena specifika, ki bi rad omenil, ne zanima nas toliko, kako se geni diferencialno izražajo, ampak res zanimajo nas geni, katerim se zgodi alternative splicing, se pravi, kjer se splicing spremenja. Ne toliko izražene genov, ampak kako so ti eksoni posestavljeni skupaj. In zato rečemo, ok, tukaj še normaliziramo po gene ID in rečemo, iščemo res junction ID spremembe. In rezultat tega je nova tabela, se pravi izhod tega, kjer imamo, kaj smo primerjali, compound 1 z kontrolo DMSO, kateri junction je, kateri gen, tukaj lahko kliknemo na vizualizacijo, ki bo na naslednjem slajdu takoj očitna in seveda imamo nekako statistiko, neko FDR, recimo, ki lahko potem stvari prefiltriramo, da dobimo samo vse signifikantne spremembe. In se pravi tako, eno so statistike in podatki, drugo je, kako človek to vidi v resnici, ima smisel, ali gleda ok. In to lahko naredimo v tem softwareu JBrowse. In tukaj res vam lahko pokažem recimo en primer,
tukaj v rumeno na sredino je obarvan junction, se pravi razdalja med dvemi eksoni. Ta dva eksona sta tukaj, eden je tukaj na levi, drugi je tukaj na desni. In imamo 6 eksperimentov, 3 compounds eksperimente pa 3 kontrole in vidimo pokritost eksonov. In tukaj vidimo, če primerjamo razmerje med koliko je tale downstream ekson pokrit v primerjavi s tem upstream eksonom, v compoundu pa v kontrolah, že na oko je videti, da je neka razlika v tem razmerju. In se tako malo dobimo intuicijo tudi, kaj se res dogaja prav na nivoju te pokritosti vseh sekvenc, teh poravnav na človeški genom. In potem ustvarjamo pač neka poročila, kjer lahko iščemo te compounde, pa klikamo malo okoli v browserju, pa HTML report imamo, kjer lahko iščemo res najbolj signifikantno compound čez številne eksperimente in projekte in tako naprej. Tako še 2 stvari bom omenil, pa bom pa zaključil počasi. Ena ta je, da če vemo, kje je neka majhna molekula oziroma compound, kje učinkuje, kje junction spreminja. Pa lahko iščemo tudi zaporedja. A je kakšna povezava s tem, kje deluje, pa a so tam neka zaporedja, ki so več ali manj tam bolj prisotna, tako enriched. In tako iščemo motive, in tako recimo lahko en compound ima nek motiv, ki ga najdemo, ki je signifikantno obogaten, pa nek drugi compound ima pa nek drugi motiv. In zakaj je za nas to pomembno? Zato, ker potem preko teh motivov lahko dejansko poiščemo, da so podobni motivi še kje drugje v človeškem genomu in da se podobno tam dogaja, oziroma zakaj se podoben splicing tam ne dogaja, čeprav so ti motivi tam prisotni. Poskušamo razumeti mode of action, bi temu rekli, teh small molecules, kar je še veliko odprto področje in tukaj je veliko stvari še za narediti in ugotoviti dejansko, kako stvari delujejo, zakaj delujejo in tako, kako jih izboljšati in tako naprej. Tudi glede strukture samih malih molekul dejansko. In tudi pač so tukaj še drugi playerji in proteini in tukaj recimo na sliki U1 kompleks, ki je v teoriji lahko interagira tudi z malimi molekulami in deležen splicing in tako naprej. Stvari so lahko zelo kompleksne. In še zadnja stvar, kako potem, če imamo številne te compounde oziroma small molecules in hočemo jih malo razdeliti na tiste, ki vplivajo na diferencialno gensko ekspresijo, differential gene expression, pa na tiste, ki so res tako bolj v splicingu udeleženi. In to delamo s temi judge ploti, to je junction differential gene expression plots. In tle so v bistvu zelo preprosto. Kaj rišemo je na y-osi, ta nivo spremembe log-fold change, temu rečemo, na nivoju teh junctionov, na x-osi pa log-fold change na nivoju teh genov. In potem taka zadeva, ki je bolj horizontalna, bi rekli, ta molekula bolj spreminja diferencialno ekspresijo genov, taka zadeva, recimo tukaj compound 2, ki je pa bolj vertikalna, bi rekli pa, to pa bolj res spreminja junction, neke junctione v istih genih, ampak samo ekspresijo genov pa ne spreminja toliko. Tako. Še tako malo nek povzetek in malo pogled v prihodnost, se pravi, malo smo si pogledali ta alternative RNA splicing, smo gledali, kako iščemo, kje neka molekula deluje, se pravi, DMSO versus compound primerjamo, pa HR kličemo, lahko stvari vizualiziramo, pa že na oko vidimo, kaj se mogoče malo dogaja. Malo nas zanima analiza motivov tudi tlele, da bi boljše razumeli mode of action. Pa te judge plot sem omenil. Mode of action je tudi povezan s strukturo, teh majhnih molekul, small molecules, to je tudi veliko vprašanje, kako to klasificirati, kako to raziskati in tako naprej. Risdiplam sem omenil, ki je prvo zdravilo, ki je razvil Roche, ki deluje na tak način in stabilizira vključitev exon 7 v SMN2 geno. In zadnja stvar je pa ta, da to so vse short read sequencing, kar sem zdaj kazal. In to, se pravi, v neki celici imate številne transkripte iz tega gena. Ti transkripti so različni. Eni imajo ene eksone, eni imajo druge in tako naprej. So krajši, malo daljši in tako dalje. In to vi posekvencirate. In imate te short reade. Ampak ne veste, iz katerih transkriptov ti short readi prihajajo.
In to lahko lokalno vidite, kje se splicing dogaja, ampak globalne slike pa nimate. Ne? In to se točno zdaj dogaja še ena taka revolucija, ki se je dogajala tudi leta 2008, ko je RNA sequencing prišel na tržišče in tako naprej. In to je pa long read sequencing, ko pa celotne transkripte sekvencirate. Ne? Nimate več kratkih sekvenc, ampak sekvence celotnih transkriptov. In tam pa res potem vidite, ne? En ekson je izključen, pa mogoče še nekje drugje se še nekaj dogaja na transkriptu. Ne? In to vam daje še dodatno moč, ampak to tehnologija prihaja, postaja zmeraj bolj zrela in ima svoje težave, seveda nič ni idealno, nima tako globokega dosega, spravi ne dobite toliko sekvenc, pa ima pa tudi te prednosti, tako da res vidite celotno sliko transkriptoma, bi rekel. In tako, kot rečemo na Rošu, doing now what patients need next, bi lahko rekli SpliceKit, je povezan tudi s tem. In jaz bi se zahvalil vsem in res hvala za povabilo in za pozornost in če imate, z veseljem sprejmem vprašanje. Hvala lepa. Gregor, hvala za prezentacijo. Mogoče kakšno vprašanje iz občinstva? Aha. Zdravo, mogoče malo manj vsebinsko vprašanje, ampak zanima me malo vaša izkušnja, kakšna je recimo razlika med raziskovanjem v akademskem okolju pa v tem Roševem ekosistemu. Ja, to je zelo dobro vprašanje, to sem se tudi jaz dosti spraševal. In moram reči, da jaz sem tako v tem PRED, a ne departmentu od Roše, ki je Pharmacology Research and Early Development. In bi rekel, da v tem nivoju raziskovanja, jaz bi rekel, bi si potrditi, da ni nekih bistvenih razlik med akademijo in industrijo. Tako, mogoče so stvari malo bolj targetirane in se kakšna stvar malo hitreje obrne ali pa se reče, ok, to nas ne zanima, ker ni perspektivno in tako naprej. Ampak vprašanja so zelo tako, research je zelo podoben. Mislim, na Rošu je zelo zanimivo, ker je ta community amazing. Mislim, Roš je podjetje, ki ima 20,000 zaposlenih in vsi so na tem enotnem Google chatu in če hočete z nekom govoriti, pišete samo Google chat in lahko napišete nekomu sporočilo v 5 sekundah in vam bo odgovoril. In to je res amazing. Ta community je res taka, bi rekel, zelo, zelo dobra izkušnja. Tako, no. So tudi downsides, seveda, ampak bi rekel, ni nekih bistvenih razlik na tem nivoju researcha. Tako, Vsaj jaz jih tako za zdaj bi si potrditi. No. Gregor, če se spomniš, preden si naredil ta preskok, so se pogovarjali in si bil kar malo v dvomih, zapustiti akademijo za industrijo, ampak zdaj vidim, da ti ni žal. Ne, to je taka izkušnja zame, tako z enim očkom še zmeraj malo gledam na akademijo, tako da stvari so odprte in tako razvoj splicing, zdravil je tako tak hot topic in tako naprej, ampak čas bo pokazal, kako se bojo stvari razvijale. Človek mora biti realen in ne sme slediti preveč nekim hypom in tako naprej. Tako, je zabit. Mislim, moje srce je še zmeraj tako v akademiji, bom rekel. Tudi tako sem v kontaktu z ljudmi v akademiji in rad tudi sodelujem še vedno. In kam bo pa podpeljalo v prihodnosti, bomo videli. Seveda. Še kakšno vprašanje iz občinstva? Potem bom jaz vprašal. Torej ti si, če prej Katarina prišla iz bolj biološke, farmacevtske smeri v bioinformatiko, ti si pa v bistvu računalničar, diplomo delal na fakulteti za računalništvo. Pa že v bistvu v času diplome si videl, da analiza bioloških podatkov, to, kar smo z Baylor College of Medicine delali, pa si v okviru diplome razvil eno aplikacijo. Gregor ima žilico za razvoj aplikacij, naredi vse od začetka do konca. No, skratka me zanima tvoj pogled na to, ti pa si moral biologijo priučiti, tako da mogoče še en komentar glede tega, koliko to je zahtevno za računalničarja. Ja, jaz sem tako spomnim v srednji šoli, me je zanimalo računalništvo, to kot prvo, in me zanima tudi malo biologija. Ne vem zakaj, tako zelo. In potem se je po magisteriju oziroma tako, na koncu magisterija se je zgodilo, da sem šel v skupino s profesorom Blažem Zupanem in sem sodeloval s Tomažem Curkom. Tomaž, od tega sem se naučil večino bioinformatike, v tem obdobju bi rekel. In je bilo tako exciting, tako bi rekel,
uporabiti računalnike za nekaj. Ne? Mislim, računalniki so zelo, kako bi rekel, računalniki niso preveč pametni, ne? Naredijo točno to, kar jim rečeš. Ne? In zdaj, če jih ne uporabiš za nekaj smiselnega, tako da nekako mogoče imaš neko domeno nekih podatkov, ki jo potem raziskuješ in to je bil zame tako nek thrill. Ne? In tudi sodelovanje potem z biologi in gledanje skupaj teh analiz in raziskav in tako potem so tudi biologi navdušeni, to se dogaja, to smo našli, to nismo našli, ne? Pa daj poskušaj še tako, pa še drugače poskušaj. Ne? In to je res to, kar je mene povleklo noter, da sem se tudi naučil malo te biologije, ne? Kolikor sem se je, ampak po mojem tako, če je neko veselje, je to nek proces, ne, ki traja. Ne vem, kako je biologom se naučiti programirati, ne? To bi moral kdo povedati, potem, koliko težko je. Ne? Meni biologija je neka osnova se naučiti, po mojem, je zanimivo. Ok, hvala, Gregor. Si morda ta čas pojavilo še kakšno vprašanje za Gregorja? Hvala za super predstavitev, Gregor. Te bom tikala, zato ker se tudi poznava. Tako da, mene pa samo zanima, ker več kot očitno je, da interdisciplinarnost različnih znanj je dejansko neka prihodnost. In me samo zanima, ker ti si se odločil delati doktorat tudi v tujini, pa me zanima, je bil tudi to eden izmed razlogov, ali je bil razlog v programu, ali je bila želja dejansko iti v tujino, pa pač tudi to videti. In če bi tukaj v Sloveniji tudi bile možnosti takih programov, pač delati doktorski program v takem smislu vstop, pač interdisciplinarno povezanostjo. Hvala. Ja, hvala. Vem, da ko sem odhajal v tujino, je bil v Ljubljani program interdisciplinarnost, bioinformatika. Bioznanosti. Ne vem, če še. Bioznanosti na doktorskem študiju. Bioznanosti, ja. In to je mogoče ena možnost v Sloveniji. Jaz sem tej izkušnji v Sloveniji super hvaležen. Jaz sem se večino stvari naučil v Ljubljani dejansko. In sem šel poštudirati bioinformatiko v Cerih, tako je bila pač ta opcija. Jaz sem se za tujino navdušil tudi, ker sem eno leto delal v Erasmusu v Pragi. To me je res spremenilo malo pogled na stvari in me je čisto odprlo to tako svet in sem hotel iti potem ven. Ampak mislim tako, da v Ljubljani imamo izjemne fakultete in izjemne znanstvenike tudi, v Sloveniji nasplošno. Zdaj pač, človeka lahko vleče ven, tako, mene tudi vleče že domov že, se mi je žal, da nisem zdaj danes v Ljubljani, upam, da za novo leto pridem kaj nazaj v Slovenijo. Dom je le dom, tako bom rekel, taj zame. Gregor, mogoče še eno tehnično vprašanje, bolj znanstveno. No? Praviš, da odkrivate nove učinkovine za zdravljenje različnih bolezni. In ena težava teh bioinformatskih analiz je, da računalnik lahko zgenerira oziroma testira, koliko hipotez mu daš. In potem imamo težavo, da tu pa tam se bo kakšna napačno pozitivni rezultat pojavil. Tako da tudi te verjetnosti, ki si jih kazal, so zelo nizke. Torej, človek bi rekel, moramo vse preveriti. Pa me čisto tako zanima, kako se v podjetju tega lotevajo. Torej, ko dobijo nek seznam nekih potencialnih tarč iz tvojih rok, kaj potem naprej naredijo? Tako je. Stvar v tem, da sem pokazal samo mogoče en majhen delček tega, kaj se dela po s tem. Tako, ko sem res fokusiral na ta RNA-seq in tako naprej. Ampak te podatki grejo po številne druge analize, ki jih nisem tukaj pokazal. Zato, ker tudi ta predstavitev, da se me lahko sploh pokazal, je morala iti skozi ta blue sheets process, ki ga odobrijo potem, da na rošu. In te stvari se pod preverja z večjih kotov, z nekimi enrichment analysis, številnih pathway enrichment in tako naprej. Tudi eksperimentalno in tako dalje. Tako da, preden stvar gre naprej, so to številne diskusije in premljevanje podatkov in kaj je smiselno in kaj ni. Tudi s kemiki, tudi z ljudmi, ki dizajnirajo in delajo te molekule. To je tako, kar moram reči fascinantno, kako je to vse
kompleksno in povezano, in da res potem lahko se pride do nekih kliničnih študij, neke molekule, ki je potencialno lahko neko novo zdravilo. Tudi koliko je doza pravilna in tako naprej. Ne poznam toliko teh stvari. Eno pomembno vprašanje je tudi intelektualna lastnina. Ne? Pač v akademiji si lastimo to lastnino zato, da objavimo članke. Upamo, da bojo vsi brali to in nas citirali. Medtem ko pa v industriji pa se pač finančni interesi. Ne? In danes, ko računalnik dejansko lahko sam pride do nekih hipotez oziroma zgenerira ogromno neke seznamov stvari, ki se jih da preveriti, ne? Je potem vprašanje, kdo je tisti, ki je odkril to. Pa me zanima, če imate že kakšno interno diskusijo na to temo. Ali so še vedno ljudje, recimo Gregor, tisti, ki je odkril, ali je zdaj računalnik? Kje postavite to mejo? Ja, to bom rekel tako timsko. To je res bolj tako timsko. Se tako dosti uporablja, delamo, ne da jaz delam nekaj, ampak delamo. Ne. Moram reči, da nimam izkušnje s tem, nisem še prišlo do tega, da bi nekaj odkrili in bi bilo pod vprašanje, kdo je kaj odkril. Da ne poznam niti drugih primerov natančno, tako da ja, to je vse, kar lahko rečem. V redu, hvala. Morda še kakšno vprašanje iz občinstva? Če ni, potem Gregor še enkrat hvala, pa kar ostani z nami. Zdaj bi pa prosil Simono Jurkovič-Mlakar, da se nam pridruži. Simona je doktorirala na Univerzi v Ljubljani, na Fakulteti za farmacijo. Danes bo pa nam predstavila rezultate, ki so nastali v okviru njenega podoktorskega delovanja na Medicinski fakulteti Univerze v Ženevi v Švici, kjer tudi dejansko deluje raziskovalno in pedagoško. Simona se ukvarja z transplantacijo pri otrocih z levkemijo in iskanjem genskih markerjev s pomočjo uporabe bioinformatike. Tako da izvoli. Najprej lep pozdrav vsem in najlepša hvala za povabilo. Jaz bom danes v bistvu pač predstavila en del raziskav, ki sem pač v bistvu izvedla na Univerzi v Ženevi v Švici. In sicer moje področje delovanja je bilo pravzaprav na področju transplantacije in sicer na področju pediatrične onkologije. Pravzaprav specifično smo bili osredotočeni na farmakogenomiko in predvsem fokusirani na specifični kemoterapevtik, ki je busulfan. Tukaj smo bili vključeni v precej veliko raziskovalno skupino, tako imenovano Cancer Research Grupa. In tukaj smo bili sodelujoči tako kliniki, kot molekularni biologi, farmacevti in tako naprej. Veliko dela je bilo opravka tudi z farmakokinetiko, potem funkcijskimi študijami, molekularne biološke analize in seveda tudi bioinformatika. In danes bi pač ta del tudi predstavljali. Tukaj v bistvu pač kratek življenjepis. Torej, moja osnovna izobrazba je magistra farmacije na fakulteti v Ljubljani, Univerzi v Ljubljani. Potem sem opravljala tudi doktorat na področju klinične biokemije in laboratorijske biomedicine, tudi na fakulteti za farmacijo. Vzporedno s tem času sem bila tudi vključena v evropski projekt, tako imenovan FIME, kjer smo bile vključene tudi različne nosečnice in smo preverjali toksične učinke na nosečnice in pravzaprav tudi na razvoj otroka, in sicer preko molekularno-bioloških pristopov, genomskih in epigenomskih pristopov. In sicer to je bilo na Univerzi v Lundu, kjer sem tudi v bistvu nekaj časa tudi delala in se izobraževala in se dejansko tudi podrobno seznanila z bioinformatiko. In potem sem bila tudi nekaj časa pač vrnila nazaj v Slovenijo, se zaposlila na biofarmacevtiki v Leku, Novartisu, tudi bilo opravka z določenimi spojinami in tudi veliko izkušenj pridobila. Potem je bilo pa tudi možnost podoktorskega izobraževanja kot material asistent na Medicinski fakulteti v Ženevi in se tudi vključila v to skupino
In tukaj pa lahko na kratko še toliko za začetek predstavim v bistvu kot Univerza v Lundu, nekaj slikovno za predstavo, predvsem tudi znana biblioteka, je tudi v bistvu, kjer so tudi dejansko zgenerirali prvo ime, Gen, in so ustvarili tudi ti odkritelji, pravzaprav predstavljeni original v tej knjižnici. Potem na desno spodaj je BMC center in tukaj smo imeli tudi sodelovanje z bioinformatičnimi eksperti. Dejansko sem se tudi seznanila z Ingenuity Pathway Analysis in posebej kjer v bistvu omogoči uporabnikom lažjo obliko analiz teh velikih podatkov na bioinformatskem nivoju. Tukaj pa v bistvu ima Univerza v Ženevi in tudi moji sodelavci, ki so pač sodelujoči veliko klinikov seveda na področju transplantacije in naše delo je seveda bilo pomagati njim in odgovoriti na specifično vprašanje, ki so si tudi sami zastavljali. Tako, in zdaj bi za začetek pač malce prešla na transplantacijo, torej v bistvu za tiste, ki v bistvu se ne poznate na to področje, da toliko da kratko predstavim, v bistvu v našem gre za presaditev hematopoetskih matičnih celic in v tem postopku v bistvu gre za dolgotrajen proces in vključene smo imeli otroke z različnimi vrstami levkemij, akutna limfoblastna levkemija, mieloidna limfoblastna levkemija in tako naprej, res najhujše oblike tumorjev, ki so se v bistvu pojavili pri otroci in pri njih je bila napoved za preživetje zelo, zelo nizka. In seveda tukaj pač so že bile uporabljeni že ti zadnje možnost, to je transplantacija in pri tem postopku se tudi uporablja za kemoterapijo busulfan, pri čemer v bistvu se uniči ali delno uniči lastni imunski sistem, zato da potem lahko se pride do zamenjave. In kaj se zgodi pri tej ob uporabi teh kemoterapevtikov, je problem, so pravzaprav zapleti po transplantaciji in sicer eden takšen zapletov je tudi sinusoidni obstruktivni sindrom, potem tudi akutna reakcija presadka proti gostitelju, v primeru previsoke doze busulfana ali drugih kemoterapevtov pač pride do teh reakcij. Ali v primeru prenizke koncentracije pa lahko seveda pride tudi do relapsa. Tako da veliko pač naših inštitucij je bilo veliko opravka tudi z farmakokinetiko in personalizirano medicino, torej prilagoditev doziranja otrokom. In kaj je sinusoidni obstruktivni sindrom? Sicer pojavlja se pri 10 do 60% otrok, ki so prestali to transplantacijo, predvsem tudi po uporabi busulfana in tukaj se pač gre za obstrukcijo teh sinusoidnih celic na tele poti in pojavi se hipotomegalija in abdominalna bolečina, potem tudi pride do porasta teže z ascitesom, hiperbilirubenija in trombocitopenija. In seveda obstaja tudi podporna terapija, defibrotid, ki pač pomaga to nekako oblažiti te metode. Lahko pa pač tudi precej in obstajajo tudi različni rizični faktori, seveda pač kot eno je starost, torej značilno za novorojenčke, pač pravzaprav za otroke, potem tudi če že predhodno obstoječa bolezen jeter ali pa talasemija in tudi odvisno tudi predhodne oblike zdravljenja, recimo uporaba gemtozumaba, ki se je tudi drastično povečala možnost za pojav SOS, potem tudi recimo režim kondicioniranja z aliklatorji, kot sem že prej omenila, z busulfanom in ob vsem tem so bile tudi raziskave na genetskem nivoju, pri čemer pa nažalost so ti rezultati precej nedosledni in niso bili potrjeni in težko uporabni za kakršnekoli diagnostične namene. Seveda pač pri vsem tem smo uporabili sistematični pregled literature in ugotovili, da ni pravzaprav
je bila objavljena naš članek, kjer smo v bistvu predstavili vse rezultate na tem področju, kateri bi bili morebitni genetski označevalci, ki bi bili lahko povezani z tem pojavom, pač zapletom po transplantaciji, in dejansko ni veliko študij, oziroma v bistvu ti rezultati se niso ponavljali med seboj. In dejansko naša ideja je bila, da nekako poskušamo uporabiti nov pristop z uporabo bioinformatskih orodij in seveda tudi uporabo kliničnih podatkov. Pri tem sistematiziranem pregledu smo ugotovili, pač našli samo 34 kandidatnih genov, ki naj bi bili povezani, od tega v bistvu konkretno specifično povezani z SOS, medtem ko seveda še možni vsi drugi faktori. Od teh sta bila samo 2 gena validirana na dodatni študiji, več kot eni študiji, ki je pravzaprav bila del naše študije, naše raziskovalne skupine, ki je tudi predhodno opravila bolj eksomsko analizo kliničnih teh vzorcev na otroci, in pri čemer smo dobili različne markerje, in GSTA1 in MTHFR so v bistvu dejansko bila dokazana in dodatna 2 gena identificirana, prav tako v tej študiji LNPK in UGT2B10. In pravzaprav celotni komplet teh genov, nabor spada v različne skupine, ki naj bi bili zanimivi kot markerji, torej področje koagulacije in povezavi z endotelijskimi celicami, potem geni, ki so pač vključeni za metabolizem učinkovin in razni drugi jetrni encimi. In v tej prejšnji analizi, ko sem v bistvu raziskavi, ki smo jo tudi objavili, torej je bila bolj eksomska analiza, in pri čemer sta bila identificirana ta 2 gena iz naše raziskovalne skupine, in sedaj je v prihodu pa tudi nov članek, ki ga ravnokar v bistvu tik pred sprejetjem, že tako da lahko javno objavim, in je pravzaprav uporaba tudi kliničnih podatkov in dodatne in vitro funkcijske študije. In kaj smo naredili? Razviti smo hoteli nov analitski model, ki kombinira podatke iz kliničnega genomskega sekvenciranja, torej v bistvu retrospektivno, in vitro ekspresijske analize, ter ugotoviti nove kandidatne gene in genske variante za SOS. In sicer tako, v bistvu postavili smo si dodatne predpostavke, tako da dejansko busulfan, na katerem v bistvu je veliko dokazov, da je pomemben sprožilec SOS, in geni, ki so po izpostavljenosti busulfanu deregulirani, naj bi bili vpleteni v njegovo toksičnost. Torej, to je bilo objavljeno v različnih revijah, in tudi uporabili smo tudi sicer limfoblastne celične modele zdravih ljudi, darovalcev, in kjer smo v bistvu dejansko ugotavljali samo vpliv, v bistvu tretiranje in katere so te molekularne biološke poti. Ampak v bistvu problem vseh teh študij, predhodni, ki smo jih pregledali, in področje transplantacij je problem pridobivanja vzorca in dovoljšne število vzorcev za ustrezno statistično obdelavo rezultatov na celogenomskem nivoju in preveriti in dobiti res prave rezultate, da ni teh lažno pozitivnih ali pa tudi negativnih rezultatov. In naš pristop je bil uporabiti ponovno sicer eden teh kliničnih vzorcev in EVAS podatki in vključiti in vitro diferencialno gensko ekspresijo tudi na celogenomskem in dvoje podatkov analizirati hkrati. Torej, s tem smo v bistvu povečali moč teh podatkov, integrirali z več neodvisnih eksperimentalnih poskusov in celogenomska in hkratna večplastna analiza genetskih podatkov za omogočanje večje ločljivosti te analiz. In kaj pomeni to v bistvu predstavlja del področja multiomike, torej da zajamemo različne nivoje, različne plasti na omskem nivoju, torej celogenomskem, torej na nivoju DNK genomika, na nivoju RNK transkriptomika, na nivoju proteinov proteomika, metabolizma, metabolomika in tako naprej. In na koncu v končni fazi ugotovimo ključne te
kot neke vrste presek, torej različno regulatorno mrežo in ugotovimo specifične markerje. In za začetek smo v bistvu se fokusirali na ta del, na nivoju transkriptomike in genomike. In tukaj v bistvu tudi kot neke vrste workflow, kako v bistvu pač smo uporabili pacijente, ki so razvili SOS in kontrole in smo filtrirali podatki z precej strogimi kriteriji. Tudi dodatni problem pri transplantacijah je, da so ti otroci vključeni na različnejše oblike terapij za uporabo vsaj 5 različnih vključen, pač so jim aplicirali različne učinkovine. In seveda to dodatno vpliva na izid zdravljenja in tako naprej. Kako v bistvu homogenizirati neko skupino in res ovrednotiti in dobiti ustrezne rezultate. Tako smo v bistvu potem naredili asociacijsko analizo na nivoju polimorfizmov, torej na točkovnih spremembah, torej za uporabo plinka in začunali smo tudi asociacijsko metriko na genskem nivoju, to je pa tako imenovana Vegas metoda in inkorporirali in vitro ekspresijske podatke in uporabili kombinirano testno statistiko. In v končni fazi smo dobili določene markerje in smo identificirali njihovo funkcijo. To je še potem dodatni workflow za transkriptomiko, tako da natančno tega ne bi razlagala, ampak da še tudi dodatne v bistvu veliko dela in rezultati iz in vitro vzorcev. Potem v bistvu funkcijska analize na področju v bistvu analize za uporabo in genotype pathway analysis, kjer v bistvu zelo precej enostavno omogoča analizo vseh teh podatkov. Pravzaprav danes imamo veliko teh ogromno bioinformatskih orodij in nekatere so nekoliko lažje za uporabo, nekatera pa zelo, zelo težka. In kaj je bolj pomembno za nas? Za nas biologe je pomembno identificirati, najti nekaj novega. Problem je ta, da dobimo ogromno število nekih rezultatov, ki morda so signifikantni, ni pa nujno, da nam kaj pomenijo. In potrebno je nekako izluščiti iz cele te množice podatkov najbolj pomembno stvar, ki bi res morda imelo vpliv oziroma nek klinični pomen oziroma za našo diagnostiko. In to je za uporabo genotype pathway analysis je dejansko ta metoda omogočala, da se vključuje v ozadju je velik tim računalničev oziroma tudi biologi in pač molekularni najrazličnejši eksperti, ki v bistvu stalno pregledujejo tudi te strokovne članke in razne nove odkritja so vključene v te bioinformatske in povezujejo različne te biološke poti in dokaj enostavno. In tako smo v bistvu tudi ugotovili, kateri so osnovne kanonične poti z različnimi temi statističnimi izračuni tukaj in dobimo celo upstream analiza, v bistvu kateri gen regulira celotno naš set teh rezultatov in tako, katere biološke funkcije so bile definirane in tako naprej. In v končni fazi tudi priprava tega modela, katere so tiste tarčni in najbolj zanimivi geni, ki so v bistvu med seboj povezani in kako se obnašajo in kako regulirajo drug druge in tako naprej. In kaj smo tukaj, v bistvu so še pa rezultati iz kliničnih podatkov bolnikov in tukaj dejansko še bi izpostavila ta problem, kako v bistvu heterogena je ta skupina, mislim, klinični vzorec, ki so bili posamezniki, ki so bili vključeni v študijo in kako problematično je to za statistično analizo in je potrebno upoštevati, vključiti v bistvu v statistično analizo upoštevanje številnih kovariabel in v končni fazi se lahko zgodi, da ne dobimo nobenega pametnega rezultata, zato ker ni dovoljšne statistične moči. In tu smo tudi v bistvu v naši študiji EVAS analizi dejansko naredili tudi kontrolo kakovosti teh vzorcev in namesto iz 87 vzorcev smo prešli na 57 posameznikov, ki je bila bolj homogenizirana, od česar samo 11 z boleznijo in od tega 46 kontrol.
in kako se sedaj lotiti, da bomo mi uspeli to klinični del, kakšni markerji. In dejansko problem je pri tem klasičnem GWAS-u ali pa IWAS-u, je, da vsak SNP se recimo posamično testira glede tega, ali je kakšna povezava, torej z različnimi fenotipi, karkoli raziskujemo. In tu je potrebnih tolikšno statističnih testov, da dejansko statistične moči ni dovolj. In seveda sploh problem pri bonferoni korekciji, kjer je, ne vem, kako, ali bomo še imeli sploh, ne bomo imeli nobene signifikantnega rezultata. No, in mi smo uporabili nov pristop, machine deep learning, in pri čemer smo zmanjšali število upoštevanja kandidatnih genov, analizirali smo pa seveda te SNP-e na nivoju genov, torej namesto 300,000 vključenih SNP-ov v analizo smo analizirali samo 20,000. Pri čemer so bili upoštevani linkage disequilibrium in so znani, kateri SNP-i so tisti efektivni. In v končni fazi za uporabo tega Vegasa, teh podatkov, markerjev, ki smo jih pridobili, smo prišli tudi na izvedbo kombiniranega testa in vključitvijo transkriptomike, pri čemer smo ponovno naredili Chi-square test in dobili dodatne rezultate. In kaj je bil naš naslednji rezultat? Identificirali smo 35 različnih genov, ki so vključeni v različne te biološke poti, torej razne povezave z integrini, torej komunikacija med celicami, potem celične senescenci in apoptozi in tudi razni drugi geni. Tako da sedaj delamo tudi intenzivno na funkcijskih študijah, seveda je potrebno te markerje tudi dodatno validirati na eksterni populacijski študiji in te raziskave še trenutno potekajo, tako da proces je precej dolgotrajen, ampak se sprašujem. Tako da dosegli smo v bistvu s tem odsekom, da smo povečali moč za kombinirano testno statistiko in pridobitijo večjo verjetnost, da dobimo resnične pa prave rezultate. Potem identificirali smo biološke molekularne poti, ki se zdijo obetavne za ponovitev, torej predhodno so tudi že bili določene znane ti markerji v tej smeri, sedaj smo dobili nove markerje in nekako tudi v neke vrste tudi potrditev. Potem identifikacija možnih novih mehanizmov in možno je tudi prilagoditev te analitske metode na druge bolezni. In tukaj v bistvu bi predstavila tudi pač našo skupino, torej naše skupini kot direktor pač Mark Ansari in tudi klinični v bistvu na raziskovalnem nivoju nam je tudi vodil Tiago Nava in cela skupina pač nekateri smo imeli opravka tudi z citotoksičnimi študijami, viabilnostnimi študijami in v bistvu tudi z funkcijsko analizo posameznih genov, CRISPR-Cas tehnologijo smo tudi uvedli v našem laboratoriju in tako naprej. Skratka, veliko različnih projektov, tako da tukaj v bistvu danes sem predstavila samo en odsek. Objavljeno je bilo znotraj tega laboratorija še dodatni mnogo člankov, tako da smo izvajali na različnejše metode, torej v bistvu tukaj predvsem tudi zvezi z relapsom, potem tudi predklinične raziskave na področju neuroblastoma. To je tudi ena oblika tumorjev pri otrocih, ki je res njihova napovedna verjetnost je v bistvu zelo, zelo slaba in dejansko smo našli določeno eno zdravilo, ki ima precej visok učinek, tako da se izvajajo tudi te predklinične raziskave. No, in potem smo tudi uporabili z drugimi zapleti po transplantaciji, tudi izvedli smo tudi za UGT eden od markerjev pri SOS, smo tudi izvedli in silico študijo, tako da naš predhodni predavatelj, ki nam je predstavil določene programe, smo uporabili tudi del njegovih programov, tako da so tudi predstavljeni rezultati tudi v tem članku. Potem tudi izvajali smo tudi encimske študije, torej preverjali smo kinetiko oziroma aktivnost encima,
potem tudi gene editing, modeliranje in preverjanje funkcije genov. Tukaj pa v bistvu so še objave iz delovanja na Švedskem, tako da tukaj pa je bilo bolj področje pri nosečnicah in novorojenčki in vpliv epigenetike oziroma pa tudi mikroRNA, torej kateri markerji naj bi bili signifikantni za torej povečano toksičnost ob izpostavitvi različnim okoljskim faktorjem. Tako da toliko na kratko. Najlepša hvala. Simona, hvala za prezentacijo, zelo impresivno, pa tudi čestitke za nov članek, ki se bo pridružil zbirki, tako da še enkrat čestitke. Kakšno vprašanje iz publike? Bom jaz začel potem. Če sem prav razumel, v bistvu težava kemoterapije so stranski učinki, ne? In tukaj vi poskušate iz zaporedja genomskega nekako napovedati odziv osebe. Če sem prav razumel. In tukaj je pač glavna težava ta genetska variabilnost. Ne? Torej jaz sem malenkost drugačen od mojega brata, ne? In zaradi te razlike bo vas se mogoče drugače odzvala na kemoterapijo, če bo kdaj potrebovala, upam, da ne. Tako da, kar mi je zelo zanimivo, je ta in vitro del poskusov, ne? Torej, da pač poskušate z dodatnimi meritvami ugotoviti, kaj je v tem genomu takšnega. Pa me tukaj zanima, tukaj uporabljate vzorce pacientov ali to je neodvisno od? Ta trenutek v bistvu smo uporabili limfoblastne celične linije, ker v bistvu smo imeli celo paleto teh vzorcev, pravzaprav tudi v laboratoriju, so bili tretirani z busulfanom, za njih smo tudi, poznamo tudi, kakšno je njihov odziv na busulfan, torej preživetje, torej tudi kateri so rezistentni modeli in nekako na podlagi vseh te nabora teh informacij, ki jih imamo znotraj laboratorija, smo dodatno pridobili in naša predpostavka v tej študiji bolj bila v tem smislu, kakšen je v bistvu toksični vpliv samega busulfana kot tak, kot v bistvu treatmenta, ne pa kot samo vpliv tumorja. Seveda so potem specifične lastnosti različnih tumorjev. In limfoblastne celične linije so dejansko uporabljajo precej veliko pri teh farmakogenetskih študijah in uporabljajo tudi kot dober model za vpeljavo in identifikacijo tudi določenih markerjev. Seveda pa pač potem v prihodnosti pa tudi preidemo na tumorske modele. Povezano s tem, torej, če bi zdaj prišel nek nov pacient do vas, ne, in recimo, da imate model, ki dobro napoveduje, bi potem se odločili, da morda pa ta kemoterapija ni za njega primerna in bi potem izbrali nekaj drugega, če razumem prav, ne? V bistvu to se potem tudi že danes izvaja na splošni bolnišnici v Ženevi. Dejansko pač v vsakem novem tipu tumorja tudi tip tumorja tudi posekvenirajo, identificirajo različne markerje in na podlagi tega tudi prilagodijo terapijo te osebe. Torej na celogenomskem nivoju v bistvu preverijo. Tako da ugotovijo in uporabijo najboljšo metodo, kateri pač kemoterapevtik bi bil za to specifično osebo najboljši. V redu, hvala. Se morda kakšno vprašanje ta čas med publiko porodilo? Kaj pa preko spleta je morda kakšno vprašanje? Ga lahko kar preberem. Torej, Anja Kobal sprašuje, pozdravljeni, hvala za zelo zanimivo predavanje. Zanima me, kako ste rešili težavo vpliva ostalih terapij, ki so jih pacienti prejemali v času odvzema vzorcev na rezultate, ki odražajo dejanske značilnosti patologij, ki ste jih raziskovali. Ja, v bistvu zdaj pač trenutno ti rezultati, ki smo dobili, v bistvu so še trenutno v raziskavi in dejansko hočemo še v bistvu potrditi njihovo funkcijo, ampak mi ugotavljamo, kako se to izraža pri otrocih, je koliko vpliva. Še kakšno vprašanje? Hvala.
Na prosojnici sem opazil, da ste rekli, da nočete upoštevati epistaze, torej te interakcije med markerji. Oziroma, da je to pač ta problematičen del, te korelacije, ne, na nek način. Ampak tako, epistaza po definiciji je nekaj, kar ni zares korelirano. Pa me zanima, mogoče, če malo več poveste o tem. Torej, ker poznamo, ne, da pač, če en del genoma mutira, ne, bo nekje na drugem koncu se verjetno kakšna komplementarna mutacija zgodila, zato da bo še vedno pač organizem lahko normalno se odzival. In to je lahko tudi potem pač podlaga za bolezni, ne, oziroma za različne odzive. Tako da me v bistvu zanima ta del, koliko teh interakcij med markerji gledate, oziroma če se sploh s tem ukvarjate. V bistvu teh interakcij je seveda ogromno, ne? Pač te so potem interaktivne mape in na podlagi tega tudi poskušamo upoštevati predvsem tiste rezultate, ki so res bili eksperimentalne narave, dokazane, torej njihov direktni vplivi. Veliko je pa tudi na podlagi izračunov, na podlagi verjetnosti, in tako da tisto potem seveda izluščimo ali koliko bomo upoštevali in dodatno poskušali še tudi v laboratoriju dokazati. V redu, hvala. Kakšno vprašanje? To je pač problematika, s katero, mislim, ta domena je problematika, s katero se nihče zares noče ukvarjati, ne, oziroma če že, mislim, kot raziskovalec ja, ampak kot pacient pa nočeš biti zraven. Ja, seveda. Aha, še eno vprašanje, izvolite. Ja, hvala za predstavitev. Mene pa zanima, če mogoče veste, kako je z regulativo vseh teh raziskav, recimo, ker v bioinformatiki pač obdelujemo toliko veliko podatkov in kako se pol recimo EMA odloči, da to je pa neka raziskava, ki jo lahko uporabljamo na pacientu. Ja, v bistvu pač že na regulatornem področju, ko v bistvu zadeva, pač seveda to, kar sem predstavila, je še samo raziskovalni nivo. In veliko dela je še potrebnega, preden bo prišlo do regulatornega nivoja in oziroma pač za diagnostične namene in tako naprej. In potrebno je veliko teh validacijskih študij in potrditev. In ko je dejansko jasno vidno, je res na teh različnih populacijah in so ti rezultati ponovljivi, potem bo tudi EMA odreagirala in nekako tudi pač to upoštevala in vključila v odobritev. Na seznamu sodelavcev sem videl Mene pa zanima, glede mehanizma razvoja tega sindroma SOS, ali je znan mehanizem, kateri receptorji ali pa geni so prisotni pri njem in ali ste po vaši študiji ugotovili diferenčno ekspresijo katerih pomembnih faktorjev pri razvoju tega sindroma. Kot sem omenila v bistvu predhodno, dejansko smo pač naredili sistematizirano študijo, torej ker v bistvu so naredili tudi, pač smo ugotavljali povezave, kateri geni so dejansko bili vključeni in dejansko je pač veliko teh endotelijsko specifičnih genov, ki v bistvu pač prisostvujejo in da je tudi vpliv na tem bolj imunskem področju. Torej veliko teh imunskem odzivov in zakaj pride do obstrukcije tega predela. Eden od teh markerjev pa so pravzaprav tudi metabolni encimi in je tudi eden od glavnih faktorjev, zakaj pride do SOS, je seveda previsoka koncentracija busulfana in pač tega kemoterapeutika, lahko pa tudi katerega drugega in tudi to je eden od razlogov, ne, torej, ki so vključeni v metabolizem te specifične učinkovine, recimo pri našem primeru busulfan in eden od teh, ki smo tudi študiramo intenzivno v naši raziskovalni skupini, je tudi na GSTA1, za katerega pač dokazano, ne, da poteka metabolizem in izvajamo tudi dodatno klinično študijo na področju farmakokinetike in prilagajamo to doziranje. So pa tudi ostali molekularno-biološki in ti so še pa v procesu in še počasi. V redu, da končamo na bolj osebni noti. Med sodelavci sem videl tudi vašega soimenjaka, priimek si delita. Je to slučaj ali lahko da malo poveste več o življenju v tujini? V
Tudi pač v naši raziskovalni skupini tudi v bistvu moj sodelavci, moj mož, ne, bi tudi mikrobiolog, tako da tudi dejansko še dodatne te funkcijske študije vključene. Vključen v področje neuroblastoma. Tu pa je seveda poseben izziv in vsekakor pač poskušamo inkorporirati čim več poznanstev, ker družine seveda ni bilo v bližini, tako da s pomočjo prijateljev, da smo si pomagali med seboj in tudi, če smo si pač poskušala tudi midva uskladiti, da kdo ima več dela, jaz več dela, on in kako to razporediti se da. Fino, hvala. V redu, zdaj v teh par zadnjih minutah, da zaključim, upam, da ste dobili občutek, kaj bioinformatika je, vsaj tako približno, od bolj računalniškega pogleda do bolj biološkega pogleda in da upam, da razumete, da brez računalnikov večini teh stvari, ki smo se danes pogovarjali, ne bi šlo. Tako da obeta se pa prihodnost še bolj povezana z računalnikom, ne, ko bomo dejansko v celice ali pa vse te biološke procese simulirali v računalniku, ne, in bomo potem vsake toliko preverili, če je to še vedno res tudi v resnici. Ne. Tako, jaz bi se zdaj rad zahvalil ponovno Katarini, Gregorju in Simoni in vas povabil, da če vas je bioinformatika zamikala, da se začnete z njo ukvarjati. Zdaj pa mislim, da sledi odmor.